Dober dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej se bom na začetku, da ne pozabim, na koncu, zahvalil za povabilo, zahvalil za to, da lahko danes skupaj s kolegico Grbič, s katero se bo tikala, ker sva v istem kabinetu na fakulteti, tako da bi zvenelo precej nenavadno, če bi bila oblika nekoliko drugačna, bolj formalna. In hkrati čestitam inštitutu za vse njihovo delo, za 50 let, plodnih let in za na koncu tudi monografijo, ki jo predstavljamo danes. Ta monografija je nastala v sozaložništvu, kot smo že slišali, Slorija in znanstvene založbe Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete. Nosi enostaven naslov Slovenščina v Italiji. V njej je 9 precej raznolikih poglavij. Pa bi za začetek vprašal nekaj zelo enostavnega. S tem se ukvarja vrsta razprav. Kdo so Slovenci v Italiji in kaj je slovenščina v Italiji? Zveni enostavno, ko prebiramo tole, se pa zdi, da je to zelo kompleksno vprašanje. Ja, najlepša hvala. In tudi z moje strani, najprej bom tudi jaz začela z zahvalami, preden odgovorim na vprašanje, medtem bom malo razmislila, kako odgovoriti. Bom tudi jaz začela z zahvalami in sicer ne tako poimensko, ampak nasplošno. Sloriju, ki je pred 5 leti dal pobudo za nastanek skupine Slori jezik, okrog katere se je zbrala in se še zbira kar velika skupina strokovnjakov in strokovnjakinj, ki na različne načine delamo z jezikom in okrog jezika. Eni, kako bi rekla, bolj stalno sodelujemo s to skupino, drugi bolj občasno, nekateri na enih temah, bolj raziskovalnih, drugi na bolj aplikativnih projektih. Skratka, taka pisana mavrica in del te mavrice se predstavlja tudi v tej knjigi, tako da najlepša hvala vsem vam. Posebne čestitke vsem seveda avtoricam in avtorjem v tej monografiji. In mogoče je kdo od teh tudi bolj primeren, da odgovori na posamezna vprašanja oziroma na obe podvprašanji, ki si mi jih postavil. Torej bom začela s prvim. Slovenci in Slovenke v Italiji, ja, zelo težko jih definiramo oziroma se definiramo, nas definiramo. Gre za spet zelo raznoliko skupino. Nekoč je bilo tako in jezikovne politike se v bistvu še danes pišejo na ta način oziroma izvajajo na ta način, ne, da pač ali si Slovenec ali si Italijan, ali si Slovenec v Italiji ali si Slovenec v Sloveniji in to je to. Ne. V bistvu take delitve ne obstajajo več. Danes imamo tudi znotraj naših skupin ljudi, ki se težko prepoznajo v takih delitvah. Ljudi, ki izhajajo iz različnih življenjskih izkušenj, ki se v različnih življenjskih trenutkih drugače pozicionirajo. Zdaj recimo nekdo, brali smo tudi v Delu, mislim, ne, da veliko Slovencev in Slovenk iz Slovenije kupuje stanovanja v Trstu. Nekateri se bolj zares preselijo, drugi se manj zares preselijo, ali bolj zares v nekem času, pa se pa malo vračajo. Zdaj, kam se uvrščajo, kam jih uvrščamo. Nekateri smo se iz zamejstva preselili v osrednjo Slovenijo, ampak se enkrat na teden spet vozimo v Trst. Kam zdaj spadamo? Jaz sem recimo rojena v Ljubljani, celo življenje živela v Trstu, potem spet prišla v Ljubljano, potem spet Trst, potem spet Ljubljano, spet Trst, spet Ljubljano. Kam spadam? In takih zgodb je ogromno. In take zgodbe pišejo tudi zgodbe o jeziku. Tudi jezik ni več tako ali slovenščina ali italijanščina, ali narečje ali standard.
Mislim, take delitve, taki predalčki ne spadajo več v današnjo družbo. In to predstavlja poseben izziv tudi za nas raziskovalce in tudi za praktike, torej za tiste, ki z jezikom delamo v praksi, prevajanje, lektoriranje, poučevanje jezikov so danes posebni in novi izzivi. Ja, o tem govori pravzaprav prvo poglavje Devana Jagodica o demografski podobi slovenske skupnosti v Italiji, ki pravzaprav pokaže to kompleksnost tega, kar je danes slovenska skupnost. Potem pa se že omenila, da ko imamo zdaj pred sabo tako kompleksna skupnost, tako kompleksne jezikovne rabe, kako je pravzaprav z jezikovno politiko, ne? O tem nekaj govori Sara Brezigar v enem od poglavij, ki govori, da seveda jezikovno politiko še kako krvavo potrebujemo. Zanima me pa, kako je z obstoječimi pravzaprav jezikovnimi politikami, ali te že prepoznavajo to kompleksnost jezikovnih rab, jezikovnih izbir, ali ostajajo v nekem drugem času črno-belih podob, in v kolikšni meri na to lahko odgovarjajo tudi te centralne jezikovne politike iz centralnega slovenskega prostora. Mislim, da bi morale jezikovne politike vse lokalne in te iz obeh centralnih prostorov, seveda iz osrednje Slovenije in pa tudi iz Italije, če govorimo o slovenski skupnosti v Italiji, vse spopast s tem dejstvom, da se je svet v zadnjih, pa ne bom rekla 50 letih, ampak celo v zadnjih 5 letih zelo spremenil. Jezikovne politike na ta vprašanja ne odgovarjajo, sploh so jezikovne politike v bistvu nasplošno tako postavljene, da skušajo nekako na neki splošni ravni zagotoviti, da se nikoli ne bo več v Evropi dogajalo to, kar se je dogajalo med prvo in drugo svetovno vojno. V tem smislu so nekako reparacijske, torej postavljajo neke meje, preko katerih ne moremo iti zato, da lahko še vedno govorimo o spoštovanju človekovih pravic, na primer. Ampak danes v svetu, tako kompleksnem kot je, in to že opažamo nekaj desetletij, torej nismo tega ugotovili s tole knjigo, ampak opažamo že nekaj desetletij, da take politike so seveda dobrodošle, niso pa sploh, ne zadostujejo več današnjim potrebam. Mi mislimo tako, da če bo pač jezik zaščiten in nas nihče ne bo prišel sem pretepst, če se bomo pogovarjali v slovenščini, da se potem pač bomo. Ni rečeno. Okay. Dejstvo, da jaz lahko nekaj naredim in da me zaradi tega nihče ne bo popljuval, še ni rečeno, da bom potem tisto tudi zares naredila. Na to, kako se odločamo, kdaj se odločamo, vpliva 100.000 drugih dejavnikov, ki jih današnje jezikovne politike ne naslavljajo, sploh pa ne razmišljajo o tem, kaj se bo zgodilo. Kaj v naslednjih 5 letih se bo dogajalo veliko na področju jezikov, manjšinskih in vseh ostalih. Kako pa ocenjuješ, kako osrednji prostor razume to kompleksnost in na drugi strani, kako daleč je Rim, da to sploh opazi? To sta, Ljubljana in Rim sta v bistvu dva svetova. Neverjetno, kako zelo različna, ko govorimo o odnosu do jezika. Jaz se včasih tudi študenti o tem pogovarjam. V slovenščini recimo slovenimo, ne, imamo ne vem, računalnik, imamo ne vem, kaj že, miško recimo, ne, ali pametni telefon, no, smo imeli ravno kar včeraj, smo obravnavali pametne telefone. Italijani ne, Italijani se celo hecajo na ta račun, ne. Oni imajo na Instagramu mime o tem, kako bi lahko nekaj poitalijančili in se potem hecajo na ta račun, da bi neki angleški besedi, ki se je uveljavila, da bi zanjo našli italijansko poimenovanje. To sta dva diametralno nasprotna jezika, odnosa do jezikov. Italijani nimajo nikjer napisano, da je italijanščina uradni jezik države. Nikjer, niti v ustavi tega ni. Zato je včasih pogovarjanje o teh temah med slovensko skupnostjo na splošno in med italijansko skupnostjo na splošno zelo težavno, ker se tle pogovarjata v bistvu dve vesolji.
in včasih težko skupaj prideta. So pa nekateri izzivi splošni za ves svet. Ne? Živimo v globaliziranem svetu, kar ima svoje pluse in svoje minuse, in eden od teh je, da bi navsezadnje lahko ene nove trende, ki prihajajo in ki jih vsi opažamo, da bi jih lahko se enkrat vendarle skupaj usedli in jih resno obravnavali. Brez predsodkov, kolikor se pač le da, brez nekega tudi, kako bi rekel, občutka ogroženosti, ampak vendarle pa zavestijo, da se moramo tega enkrat lotiti. Ja, ta nek globaliziran svet najbrž tudi to je eden od razlogov za mogoče nove govorke in govorce, ne samo ta. In Suzana Pertot predstavlja pravzaprav prav te nove govorke in govorce slovenščine v Italiji. In na nek način, tako na prvo žogo, bi jaz rekel, vseh novih bomo veseli. Njen prispevek pa pravzaprav kaže, da ni nujno, da je temu tako. Ne? Boš ti mogoče razložila, ker se ukvarjaš z jezikovnimi ideologijami, kaj je v ozadju, katera ideologija je v ozadju. Bom pa prebral citat iz njenega prispevka, ki zelo lepo pove pravzaprav, kaj še morajo biti ti novi govorci. Pravi tako, svet je razdeljen na zamejce in na druge. In zamejci se od sveta drugih močno razlikujejo. Kaj vse je potrebno, da postane zamejc in da si sprejet? Ne vem, jaz se spomnim, ko sem bila jaz majhna in sem imela v šoli dobre ocene pri slovenščini in so mi rekli, da je to zato, ker sem rojena v Ljubljani, kjer sem jaz po rojstvu preživela še 22 dni v inkubatorju, pa očitno je to zelo vplivalo na mojo kariero. Tako da bi bilo fajn mogoče, če bi to dala v kakšen kurikulum še. V bistvu, ja, manj heca, ne, za manjše skupnosti, no za vse skupnosti, v bistvu je značilno, da se na nek način hočejo ograditi od drugih skupnosti, ne, in za manjše skupnosti, pri manjših skupnostih je to še veliko bolj očitno. In seveda novi govorci na eni strani si prizadevamo, tudi zato, ker bi se zelo čudno verjetno zdaj, če bi rekli, ne nočemo novih govorcev slovenskega jezika, ne, na lokalni in na splošni ravni, torej prizadevamo si, da bi jih pridobili, ampak ne pa preveč. No. Ker seveda novi govorci govorijo neke svoje slovenščine, ki ne bojo nikoli take kot naše, ki ne bojo nikoli vaške slovenščine, ki ne bojo nikoli mestne slovenščine, ki ne bodo nikoli povsem standardne slovenščine. Vprašanje je, če sploh kakšen govori kakšno standardno slovenščino, ampak ja, zaradi tega hkrati pa nam postavljajo tudi neke vrste neko zrcalo. Ne? Ker je potem, jaz večkrat recimo, ko izvajam tudi te globinske intervjuje, dobim na neki točki odgovor, ne, ja, zelo sramotno je pa, če neki Italijan govori boljše slovensko kot Slovenc. Ne. Tako da je vedno malce neke zadrege tle vmes. In to se po mojem pozna tudi na ravni jezikovnih politik in tudi na ravni recimo nekega financiranja nekih projektov. Jaz se sprašujem, zakaj nimamo sistemsko urejenega pridobivanja novih govorcev povsod ob mejah Slovenije. Zakaj ne potenciramo recimo tu tečaje tujih jezikov? Zakaj ne potenciramo recimo aplikacij? Zakaj ne potenciramo stikov? Zakaj recimo je tako minimalno število učencev, ki se odločajo recimo za šolanje v Sloveniji in pa iz Slovenije za šolanje v Italiji? Tega tudi danes je za vzorc. In taki trendi se mi zdijo pomenljivi na nek način, po drugi strani pa nam dokazujejo, da meja še vedno je in da je mej tudi še vedno več mogoče. Ja, se ravno to, ne. Mi smo v enem trenutku ob tem, ko je Slovenija postala članica Evropske unije, imeli občutek, da meja bo izginila in kar naenkrat bo svet popolnoma drugačen. Pa se zdi, da ta meja v glavah še kako je in v glavah skupnosti
izrazito deluje v vseh pogledih. Zdaj ne vem, ali kot varovalka, ali kot kaj, kako presegati to še dodatno mejo v glavah, ki jo imamo. Ali pa, saj pravzaprav tudi mi, se mi zdi, ta osrednja Slovenija si jo postavlja, recimo v mlajši generaciji se postavlja meja proti jugu, ki jo naša generacija nikoli ni tako zelo imela. Tako kako pravzaprav presegati to, ali pa poskušati vsaj presegati to vrstne mejo v glavah. No, jaz nekega recepta nimam, mogoče je zdaj to tema za naslednjo monografijo, ampak dejstvo je, ja, ta meja obstaja in se mi zdi, da je večja, kot je bila, ko sem bila recimo jaz še na gimnaziji ali pa že prej. Prav v nedeljo sem brala v Primorskem dnevniku intervju z direktorjem Deželnega šolskega urada za slovenske šole. To je neke vrste zavod za šolstvo, tako da si približno predstavljamo, zakaj gre, ki je rekel, že vrsto let, pa desetletji vemo, da je težava s priznavanjem nazivov, torej nekdo doštudira v Sloveniji, vrne se v Italijo in je potem cela štala okrog tega, kako in kdo in če mu bo kdo priznal kak naziv. In se potem to rešuje na zelo različne načine, in v tem članku je podal izjavo, da se v bistvu ta problem mora preseliti v Bruselj. Tako da zdaj se mi zdi, da je ta Bruselj postal neke vrste, kar se ne da rešiti na neki lokalni ravni, se potem skuša rešiti na regionalni ravni, če se na regionalni ravni ne da rešiti, bomo rešili na meddržavni ravni, če se pa tudi tle ne da rešiti, bomo pa poslali v Bruselj in ne vemo, kdo v Bruslju se bo potem s tem ukvarjal. Ne, jaz mislim, da zadeve je treba reševati na mikroravnih. To neko sklicevanje na vedno neke višje inštitucije ne pomaga. To je zdaj ustvarjanje nekih novih malikov, nekih novih božanstv, ki nekje domujejo tam daleč na severu, v tem Bruslju. Ne gre, pa nočem reči, da v Bruslju se ne da stvari tudi na nek način obravnavati verjetno in tudi reševati, ampak dajmo začeti reševati stvari na nekih mikroravnih. In prav ti projekti, veliko jih je takih, nekateri so tudi opisani v tej monografiji, nekateri taki projekti, ki se dogajajo na tej mikroravni, jaz mislim, da veliko več prinesejo kot pa čakanje na neko odrešitev, ne samo rešitev, ampak tudi odrešitev, ki bo prišla od nekod z vrha, iz severa. Ja, še posebej, ker je to božanstvo, mislim, da ta problem diplom že rešilo. Ne samo, da ga na mikroravnih nismo znali potem ustrezno implementirati. Tako, na mikroravni pravimo, da ni, ker manjka makroraven, na makroravni ne, ker smo mi rešili, ampak potem je treba še na mikroravni. Skratka, zadeve se ne premaknejo. Hkrati pa to povzroča ne malo težav. Prizadevanja, da bi recimo študenti, dijaki iz zamejstva se vpisovali na fakultete, na univerze v Sloveniji, trajajo že nekaj let in zdaj jih je pač že veliko takih, ki se za to odločajo. V teku so bila tudi prizadevanja, jaz sem bila tudi pri enem takem projektu, da bi prihajalo do bolj intenzivnih stikov, do bolj intenzivnih izmenjav že prej, že na ravni gimnazij recimo. Ampak potem, ja, taki projekti velikokrat propadajo zaradi nekega neustreznega sporazumevanja med to mikro in makroravnjo. In mislim, da tukaj moramo še res veliko narediti. Zato taka sodelovanja, kot so recimo Slori Filozofska fakulteta, Slori INV, Slori ZRC SAZU, pa karkoli, Slori Cankarjev dom, recimo, naprimer danes vidim recimo tu kar nekaj kolegic, kolegov z Centra za slovenščino kot drugi tuj jezik. Taka sodelovanja, jaz mislim, da so izjemno pomembna. Če se preselja malo še v monografijo spet, kar nekaj, dva prispevka imamo tudi z področja literarne ustvarjalnosti. Tudi ta pravzaprav odražajo, prikazujejo kompleksnost vseh teh identitetnih zgodb, mogoče še malo večjo kompleksnost v Benečiji. Jadranka Cergol in Ana Toroš govorita o literarni ustvarjalnosti. V kolikšni meri pravzaprav je ta identitetna zgodba se preslikava v literarno ustvarjalnost, predvsem pa mogoče, če osvetlimo malo posebnost tudi Benečije tega prostora.
Ja, jaz sem bila tako, se mi je zdelo zelo pomembno, ko sta dve kolegici, ki sta sicer v znanstvenem svetu Slorija, sta se odločili, da bosta sodelovali s tem prispevkom, ker se mi zdi, da sta ti dve področji, se pravi jezik in književnost, zelo pogosto ločeni. Po drugi, torej res je, da če primerjamo, ne vem, neke korpusne raziskave, ne, z raziskavami nekih motivov, ki se pojavljajo v literaturi, se to zdi, kot da je res neko čisto drugo področje. Hkrati pa literatura ustvarja v nekem jeziku ali v več jezikih, kot tudi lahko beremo v teh prispevkih, in se mi zdi, da na ta način tudi odraža neke vrste odnos, ki ga imajo do jezika ne samo ti avtorji in avtorice, ampak tudi skupnost nasploh. In tu se mi zdi ta zanimiva ta dva prispevka, ker ja, eden prikazuje to, recimo, odnos do jezika nasplošno, drugi pa se fokusira na Beneško Slovenijo. In vidimo, da med tema dvema prostoroma, ja, še vedno obstajajo razlike, ki izhajajo iz pač nekih tudi zgodovinskih danosti, hkrati pa se mi zdi, da prevečkrat poudarjamo samo te razlike med tema dvema prostoroma, ne vidimo pa podobnosti. Jaz mislim, da to, kar se dogaja v Benečiji, kar se dogaja tudi v drugih okoljih, mislim na Rezijo, recimo na Kanalsko dolino, je neke vrste, kako bi rekla, potencirano to, kar se dogaja tudi v Trstu in tudi v Gorici. Recimo ta jezikovni separatizem, ne, mi govorimo neki jezik, ki ni slovenščina. Ne, to je nek slovanski jezik, ki ni slovenščina, ampak je nekaj drugega oziroma nekaj tretjega. To že vidimo, da se na nekih mikroravneh pojavlja tudi v Trstu in Gorici. Seveda ni tako razširjeno, ni postalo še del nekega političnega programa, ampak tu pa tam to že evidentiramo. In se mi zdi ta zanimiva ta dva prispevka, ker kaže, da tudi na ravni književnosti vidimo neke take podobnosti. Jaz mislim, da moramo začeti ta prostor obravnavati kar kot neko celoto, seveda z nekimi lokalnimi specifikami. Na vse zadnje, tudi če primerjam, ne vem, Trst, mestno jedro in okoliške vasi, so neke razlike, prav tako so tudi znotraj same Beneške Slovenije, recimo situacija v različnih vaseh je različna od situacije recimo v Čedadu pa tako naprej, ampak mislim, da je treba te podobnosti tega prostora na neki točki tudi zaobjeti in obravnavati. Ja, zelo dragoceno pa se mi zdi, da ko govorimo o ustvarjalnosti, presegamo samo področje literature, ne, in v tem monografiji imamo prispevek Andreje Kalc, ki govori o ustvarjalnosti znotraj medijskega diskurza, ne, in lepo korpusna analiza pokaže, kako vzbrstijo nekatere novosti, ki so inovativne, ki so zanimive, ki najbrž bogatijo to raznolikost jezikovnega izraza. Kdaj je ta ustvarjalnost res bogatenje? Kdaj je to nekaj, kar bi pričakovali, da opazi tudi osrednjeslovenski prostor? Ne, jaz se spomnim pred zdaj že več kot 20 leti, Tamas Varadi je v Ljubljani, on je direktor Inštituta za jezikovne tehnologije v Budimpešti, razlagal, kako so Madžari začeli delati nov slovar, pa so potem vključevali tudi ta zamejski prostor in kako je zdaj tam lučka, ne, kot sladoled na palčici, ne, zato, ker se uporablja kot ta sladoled v Prekmurju. Ne. Tako da, še enkrat, ne, dokdaj je ta zanimiva, ustvarjalna, komunikacijsko neproblematična in bi pričakovali mogoče, da jo tudi opazimo z tega našega prostora, kdaj pa lahko ta inovativnost povzroča tudi komunikacijske težave. Jaz mislim, da je tle meja zelo nejasna in zato je pač tudi to področje zanimivo. Jaz mislim, da je meja nejasna, ker je pač odvisna od 100.000 različnih okoliščin in kontekstov. Zelo težko rečemo, ja, ta beseda je prav, ta pa je narobe, ta zapis je pravilen, ta pa je zgrešen. Ne. Odvisno je pač, s kom se pogovarjamo, kako se ali kje pišemo,
za koga pišemo, kako pišemo in tako naprej. To, kar pogrešamo, je zavedanje o jezikovni raznolikosti. Se pravi, recimo nek novinar ali pa kdorkoli, učitelj, kdorkoli prevajalec, na vse zadnje, uporabi nekaj, nek termin, neko besedo, nek lekcem, zato ker je edini, ki ga pozna. In torej reče, aha, bo že prav, ker sem vedno slišal to, v šoli sem slišal to, kolegi uporabljajo to, bral sem tako, torej bo to prav. Ne, v bistvu o teh rabah se moramo prej spraševati. In potem, kako bi rekla, dober govorec, dober uporabnik, uporabnica jezika je pač tisti, ki zna detektirati, ki ima, kako bi rekla, sredstva, ki ima znanja, ki ima veščine, da pač detektira, aha, v tem okolju se bom za to odločil, v tem se bom za nekaj drugega, v tem nekaj vmes, ali pa bom nekaj uporabil, kar je nek čist neologizem, ampak spada zraven, je simpatičen, je ne vem kaj, pa prinaša neke nove vsebine, neke nove pomenske odtenke. Ja, hkrati zato pa seveda potrebujemo, in danes nam tehnologija to omogoča, ne, da imamo pregled nad več slovenščinami in da potem tudi to ustrezno vključimo v jezikovna orodja, ki jih imamo na razpolago. Se pravi, spet gre za neke vrste nek dialog med dvema ali več različnimi prostori. Ja, in prav jezikovna orodja so tiste, ki so predstavljena tudi kot ena od rešitev za to vrstne dileme, to vrstne vprašanja. V prispevku Damjana Popiča, Davida Bordona, Jasmin Franca in Luka Bezgavška, ki govori o orodju oziroma asistentu Loris, ki deloma je bil tvoja pobuda za to, da bi reševal to vrstne zadrege. Katere zadrege naj bi prvenstveno reševal? No, Loris ni bil moja pobuda, Loris je bil moja nora ideja in ti bogi reveži se morajo zdaj s to mojo noro idejo ukvarjati. Ampak ja, ko iščemo podatke o jeziku, ponavadi je tako, da pač ne vem, imamo 2, 3, 4 knjige tam na svoji pisalni mizi, potem imamo računalnik, na katerega pišemo, potem iščemo po enem viru, potem iščemo po drugem viru, na tem kromu imamo odprtih enih 35 zavihkov, potem že ne vemo več, kje smo kaj našli, potem od nekod nekaj prilepimo in tako naprej. Tako delo je zelo zamudno. Kaj naredi potem človek v taki situaciji? Gre v ChatGPT. In potem najde, kar pač najde tam noter. In to ni smiselno. Pač mi moramo ljudem, uporabnikom in uporabnicam jezika, kateregakoli jezika, olajšati delo. Se pravi, jaz nekaj pišem in z enim klikom pridem do podatka. Potem pa, če želim še en podatek, grem naprej od tistega podatka, do katerega sem že prišel. Ne pa, da moram ta podatek prekopirati, prilepiti nekam drugam in pogledati, če ga kje dobim in potem imeti pol doktorata, zato da sploh razumem, kaj v tistem viru recimo piše o tem podatku. Zato je nastal Loris, zato se Loris tudi še naprej razvija. Vem, da se pripravlja tudi novejša različica, ta prva je v bistvu bila bolj kot ne testna, ampak se je kar obnesla med skupnostjo in zato se zdaj tudi že pripravlja nova. Mislim pa, da bo tu razvoj teh orodij v naslednjih letih zelo hiter. Vprašanje je, koliko bodo ta orodja tudi odgovarjala potrebam manjših skupnosti. Vemo, da se taka orodja razvijajo za večje skupnosti, ne, naprimer za slovenščino nasploh, za italijanščino nasploh, da ne govorimo o angleščini seveda. Ostajajo pa seveda mikroskupine uporabnikov, ki imajo tudi svoje zahteve, svoje potrebe in na te potrebe, na te zahteve moramo tudi na nek način odgovoriti. Ja, midva z Devanom sva se nazadnje v Trstu pogovarjala, da bodo vse težave rešene takrat, ko bomo imela nek tak majhen modri zobek ali pa karkoli v ušesu in bova se pogovarjala o katerikoli jeziku in jezikovnih težav ne bo več. Prejšnji teden mislim, da je Špela Vinter zelo optimistično napovedala, da se bomo brez težav v katerikoli jezikovni različici pogovarjali tudi v slovenščini, v katerikoli različici, z vsemi aparati v svojem domu. Tam pa še nismo, no? Tako daleč nismo in kljub hitremu razvoju, mislim, da
tako daleč ne bomo zelo kmalu, bomo zelo daleč, ampak v vseh teh različicah pa najbrž ne prav hitro. Zato sta vedve z Zarjo Zvir zaključujete to monografijo z poglavjem o načrtovanju rabe jezika pravzaprav v tem času, v dobi umetne inteligence, dokler nismo v situaciji, ki sem jo prej opisal, kaj potrebujemo. No, dokler nismo in ko bomo, bo seveda vprašanje, ki ga jaz večkrat takole postavim, v svetu, v katerem lahko govoriš katerikoli jezik, za kateri jezik se boš odločil ali se boš odločila, da ga boš govorila. Namreč danes se za ta ali oni jezik večkrat odločamo na podlagi tega, kako nas razumejo ljudje, s katerimi se pogovarjamo. Ne? Najbrž, če bi bilo danes tle kaj več, recimo, ne vem, tujih študentov ali pa kolegov in kolegic, ne bi se verjetno odločili za neko lingvo franco in tako naprej. Čez 10 let, mogoče že prej, teh težav ne bo več. Torej, vsak od nas bo lahko govoril v svojem jeziku in predpostavljali bomo, da nas drugi približno razumejo, torej, da dobijo približno informacijo, o čem govorimo, ki je plus minus verodostojna. Vprašanje je, za kateri jezik se bomo takrat odločili. Kateri jezik? Danes smo lahko recimo oblečeni kakorkoli, ne? Ni več recimo obvezno, da moramo imeti ženske krilo, ampak nekatere se pač odločijo za krilo, druge se odločimo za hlače. Torej, v svetu, kjer se lahko odločimo kjerkoli, kako se odločamo. In tu kažejo že prve raziskave, da se za ta ali oni jezik odločamo tudi na podlagi tega, kako se počutimo v tem jeziku. Torej, ne samo na podlagi tega, kateri jezik znamo najboljše, ampak kako se v njem počutimo. Dobro počutje je vrednota, ki je prišla na dan kot pomemben faktor, kot pomembni dejavnik izbire v zadnjih 20-30 letih. Poglejte, koliko wellnessov imamo v naši okolici. Prej jih pač ni bilo. Ne. Prej v toplice so šli bolni ljudje. Danes se te zadeve spreminjajo in taki trendi, kolikor se zdi to mogoče neumno, vplivajo tudi na izbire jezika. In jezikovne politike ne samo, da jih ne nagovarjajo, ampak sploh niti blizu niso temu. In jaz mislim, da tu moramo zelo pospešiti delovanje na teh področjih, kajti ta prihodnost, o kateri zdaj še malo tako govorimo v smislu znanstvene fantastike, prihaja. In to bo naša prihodnost čez 5 do 10 let. Ja, v bistvu bližnja prihodnost. Tako. Tako, o vsem tem in še marsičem lahko beremo v tej monografiji, ki jo je uredila kolegica Matejka Grgič. Jaz ti čestitam za to delo, hkrati in čestitke, jaz bi rekel, da se morajo zdaj malo vsi vstati, vsi avtori in avtorice, da ne bomo tle samo dva. Dajta direktor in predsednica Okay, nišče ne bo ostajal. Nišče ne bo ostajal, mi pa s tem zaključujeva, vabiva k branju. Mislim pa, da bo marsikaj od tega, kar so odprla v tej predstavitvi, tudi tema potem okrogle mize. Hvala.